Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce, umi, bolečina in žalost se izpereta v valovih neskončnih Božjega usmiljenja. Dobrodošli vsi, nadajemo naprej 2019. Letos smo dajemo naprej poimenovali nadvsem najbolj ljubezen, s prav posebnim namenom, ampak najprej med nami lepo pozdravljam Danija in Vilmo. Ja, midva sva zakonske skupine pravzaprav na nek način spodbudila pred mnogimi leti, zdaj bo že pravzaprav 19-20 leto teče, odkar smo začeli z zakonskimi skupinami v družini in življenju, ker vemo, da je zakonska skupina odgovor na stiske in probleme časa, stiske in probleme zakoncev. In tako, da se v zakonski skupini zakonci dobijo marsikakšen odgovor na svoje vprašanja, predvsem pa spodbudo, da je vredno delati za dober odnos. Meni v zakonski skupini, delo v zakonski skupini mi pomeni to, da se združujemo tisti, ki smo podobnih misli, ki imamo ene iste vrednote in se mi zdi, da ker se med seboj spodbujamo, lažje kljubujemo temu toku te družbe, ki ponavadi ni naklonjen družini in družinskim vrednotam. Družiti se z Jezusom je odgovor. In ta dogodek tukaj, pa drugi dogodki, ki jih približno organiziramo, so namenjeni samo temu, da bi mi spoznali, da je vredno družiti se z Jezusom. Ja, zakonska skupina nama pomeni veliko. V bistvu smo hvaležna za zakonsko skupino in odkar smo se vključili v zakonsko skupino, v bistvu veliko prejemava, veliko se učiva. Je to čisto eno novo poglavje za najin zakon, ja. Smo se naučila komunicirati, pa smo se še bolj povezali na ta način, ja, in preko zmenkov pa tega smo še vedno bolj zaljubljena, ja. And you see, the first challenge that God gives us is the challenge of our background, our circumstances, our family, our nation, our socio-economic position in life. Meni zakonska skupina pomeni skupnost, v kateri rasteva midva kot mož in žena, učiva se odpuščati, učiva se spoznavati najine razlike, učiva se izoblikovati v takšne zakonce, ko naj Bog želi. In pomembno je pa predvsem to, da smo zakonci v zakonski skupini združeni v molitvi, smo združeni v dobrem in v slabem, si pomagamo in tudi si ob določenih stiskah in določenih preizkušnjah stojimo ob strani. Poročena sva 27 let in v tem času sva doživela ogromno lepega, pa tudi precej težkega. Zakonska skupina je varen prostor, kjer si lahko deliva svoje najgloblja izkustva. Obogativa sebe, pa tudi veliko prejmeva od sozakoncev. Od prijateljev smo izjemno iskreni in za naju je to velik blagoslov. V zakonski skupini sva razmišljala že pred poroko. Že prej sem se poročila, sva se zavedala tega, da se bo v zakonsko skupino vključila. Sva si to tudi želela. Tako da sva takoj po poroki začela iskati in sva naletela na Diž in sva zelo hvaležna pa vesela, da sva del te družine. Se zavedava tudi tega, da ko bojo otroci odšli, bo najin odnos tisto, kar bova takrat imela, in če ga zdaj ne bova negovala in pač potrjevala v različnih stvarih, tudi takrat ne bova dobra zakonca. Ja, zakonska skupina nama pomeni tudi čas za naju, ko si ga vzameva enkrat na mesec, vsaj plus še za zmenek. Pa to je pač delo na odnosu,
ki ostane med nama. Da ne samo da preživiva, ampak živiva polno življenje v zakonu. Meni zakonska skupina pomeni ne samo osebno napredovanje, ampak tudi napredovanje v najinem odnosu. Da vem, da tudi takrat, ko pride do kakšne kritične točke, da jo znava rešiti, pa da veš, da obstaja luč na koncu tega. No, meni osebno pomeni zakonska skupina predvsem to, da sva uspela najti čas za naju, da si vzameva čas, predvsem pa, ko so tisti trenutki, ko nisva popolnoma usklajena, da povabiva Boga in da nama pomaga pri premagovanju tistih nesoglasij, problemov in najdeva neko skupno rešitev. Podoba tvoja znova meni zažari. Tvoja kri odplakne vso navlako stran, če si ti za nas.